Profesorici Mariji Saje je hvaležnih več rodov slovenskih izobražencev, ki so si svojo pot v prihodnost utirali v gimnazijah, na katerih je poučevala. Njena poklicna pot se je začela med svetovnima vojnama. Morala se je soočiti s predsodki, a prepričana, da znanje odpira vsa vrata, jih je premagala. Tudi na državni ravni se je po drugi svetovni vojni dosegla, da je bil pouk francoščine vključen v gimnazijski program. Najodmevnejše je bilo njeno delo v gledaliških krožkih, ki je mnogim dijakom utrlo poklicno pot. Zdaj razdaja svoje znanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. To je pa nepopisna sreča mojega življenja in nepričakovana. Nikoli, ko sem šla študirati, nisem mislila, da bom kdaj učiteljica. No in potem sem čisto slučajno padla v ta poklic. Na prave noge sem začutila, da bi mi bilo to drago. No in potem je to poklic, ki sem ga imela neizrekljivo rada. Zakaj je profesorica Saje tako izjemna osebnost in tako izjemen mentor? V čem je skrivnost? V neizmernem spoštovanju dijakov, študentov, odraslih, ki se učijo. O njej pripovedujejo generacije njenih dijakov. Jaz sem se čudovito počutila v gimnaziji. V gimnaziji je tako, je bila tista strogost potrebna, medtem ko tu pa kdor pa kolikor more, ne? Tu pa je spet tisto poučevanje brez pritiska. Ti učiš, ker rad učiš, ker imaš rad mlade ljudi, ker bi jim rad posredoval neko znanje, pravzaprav s pomočjo književnosti, tudi globoke življenjske resnice. Kaj je za moje življenje pomenilo srečanje s gospo Sajetovo in z njenim krožkom, je malo specifično, ker zame je bilo to izjemno usodno, ker se je na zadnji premieri zgodil tisti usoden dogodek, zaradi katerega pa meni ni bilo treba študirati medicine, ampak sem lahko šel na Akademijo za gledališče igro študirati. Hvala za lepe spomine. Srečno. Srečno.